Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Naša tokratna gosta sta predsednik Ekokroga Uroš Macelj. Uroš, dobrodošli so v našem studiu. Hvala. Ter, lahko rečem, tudi nekoč bivši predsednik Ekokroga, dač pa nikoli predsednik. Vedno pa aktivist Ekokroga, Boštjan Pihler. Ja, dobro. V prostem času tudi nogometaš, ne? Ja. Uroš, mogoče za začetek, takoj po ustoličenju, lahko rečemo, nove vlade, je prišlo do sestanka med predstavniki Lafarge Cementa in okoljskim ministrom oziroma ministrom za kmetijstvo Bogovičem. Me zanima, takrat ste želeli imeti sestanek z njim tudi vi v Ekokrogu, pa verjetno tudi v kateri drugi ekološki organizaciji, s katerimi sodelujete. Pa me zanima, ali je do tega sestanka, do tega trenutka prišlo? Ne, žal ne. Mislim, da to dovolj pove, ne? Nas je zelo presenetilo že to dejstvo, da je Lafarge na nek način uspel sestanek z ministrom prvi dan, ko je prevzel posle na Valentinovo, ne? To mogoče malo šali neki pove, ne? Sicer pa, če smo realni, ne, dobiti sestanek z ministrom ni tako enostavno. In če to uspe Lafarge prvi dan, je to zadeva, ki lahko okoljske organizacije oziroma Zasavčane še kako skrbi. Vse do zdaj je Lafarge spretno uporabljal svoje, bom rekel, kapitalsko in pa politično moč. Tako da tudi tukaj je očitno mu uspelo s tem sestankom. Mi smo takoj napisali tudi pismo ministru, v katerem so bile ključne zadeve te, da seveda nas je zanimalo, na čigavo pobudo je prišlo do tega sestanka, ali je bil sestanek prijavljen na protikorupcijsko komisijo in želeli smo tudi zapisnik tega sestanka, pa seveda tudi, da se tako, kot se je sestal z Lafargom, sestane z Ekokrogom. Nam je bilo seveda veliko bolj logično, da bi se prvi dan službovanja sestal z okoljskimi organizacijami kot minister za okolje, ne? Pa da se mogoče Lafarge sestane z ministrom za gospodarstvo, ne? Ampak žal ne gre po tej logiki, ne, očitno. Tako da dobili smo odgovor, zelo, bom rekel, površen odgovor, ki je pravzaprav nismo zvedeli nič od tistega, kar smo prosili. Do danes ne vemo, kdo je bil pobudnik tega sestanka. Minister nam je samo odgovoril, da je ustregel želji Lafarge Cementa in se sestal z njimi, ne? Ni pa odgovoril na čigavo pobudo. Kdo je tukaj tisti glavni lobist, ki je zlobiral ta sestanek. Nismo dobili tudi zapisnika tega sestanka, dobili smo pa potrdilo, da je prijavljeno proti korupcijski komisiji ta sestanek, ter obljubo, da bo v naslednjem tednu sestanek z župani, potem pa takoj z nami. No, tako je bilo tudi na njihovi spletni strani, takoj po tem sestanku. Ta obljuba, jaz mislim, da je od tega že več kot 2 meseca in nič, tako da mi smo že drugo pismo poslali, kjer smo še enkrat ista vprašanja postavili in še enkrat zaprosili za sestanek, pa do danes ni odgovora. Tako da, bom rekel, ta način komunikacije strani ministrstva je še kako zaskrbljujoč, ne, za Ekokrog. Mimogrede, danes smo datum, malce sem pozabil, 24. Ja. 23. ponedeljek, ta oddaja bo en teden kasneje, ne? Tako da, recimo, lahko, da bo prišlo vmes do sestanka. Kaj bi ministru na tem sestanku povedali? Glejte, izpostavili bi v bistvu ključen problem v Zasavju, ta ekološki, okoljski problem, ki ga mi vidimo v Lafarge Cement, ne? Izpostavili bi glavne napake, ki so se dogajale, na primer v izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu, potem glavne pomanjkljivosti sploh pri delovanju Lafarge Cementa, to, da še danes nihče nima podrobnih podatkov o tem, kaj gre Lafarge Cementu iz dimnika in kakšne kakovost zraka na merilnem mestu, ki je bilo postavljeno izključno zaradi tega, da se ugotovi vpliv Lafarge Cementa na okolje. Teh dvojnih podrobnih podatkov danes nihče v Sloveniji nima.
Mislim, to je žalostno. Poskušal jih je dobiti bivši minister, dr. Roko Žarnič, in je pišel praznih kuvert v Zasavje, oziroma imel v kuverti čist druge podatke, oziroma zelo grobe podatke in za zelo kratek čas. Skratka, ni daleč od tega, da bi imel tisto, za kar smo ga zaprosili in kar je on zaprosil Lafarge Cement. Skratka, piše bolj ali manj praznih kuvert in tudi danes prepričani smo, da tudi gospod Bogovič, sedanji minister, teh podatkov nima in mi vztrajamo na tem, da se ti podrobni podatki pridobijo, da jih vsi skupaj proučimo, ne gre za to, da jih Ekokrog dobi ali pa ne vem, javno samo tako. Nasplošno vsi jih pridobimo, vsa stroka naj jih pridobi, javnost naj jih pridobi, Ekokrog, ko zainteresirana javnost naj jih pridobi, skupaj sedmo in jih proučimo. Ne. Ti izgovori, da so podatke morali brisati, ker so imeli prepolne kapacitete te računalniške, ko pa jih lahko dobiš za 200 let na enem USB ključku. Ne. Potem, da podatkov pač ne rabiš dati, ker te zakon temu ne zavezuje. Skratka, ves ta blev, vse te laži, pa to mislim, vsa ta nekonstruktivnost strani Lafarge Cementa, to se pač na eni točki, to se enkrat mora nehati. Ne. Zdaj samo vprašanje, kateri minister bo imel, bo rekel, toliko hrbtenice, pa toliko neke drže, toliko integritete, ne, ker minister Bogovič nam je na prvo pismo, ko smo pisali, nam je odgovoril, da ni potreba z naše strani skrbiti za njegovo integriteto. Neko smo pač rekli, če prijavil proti korupcijski komisiji ta sestanek z Lafarge Cementom, pa je to razumel, mislim, kot nek užaljen namig, v tem smislu se bo pa že znal sam za integriteto poskrbeti, ampak žali Bog, kot kaže, ne zna, pa bomo videli, koliko šele bo za integriteto poskrbel, če bo pridobil vse te podatke, ki jih javnost že 8 let, na primer, čaka. Ne? Pa ne to 8 let stare, vse izpred 8 let pa do danes. Vse podatke, kaj je šlo iz dimnika ven, ne? Urne podatke, pa kakšna je bila kakovost zraka na Ravenski vasi, na merilnem mestu, ki je bilo postavljeno izključno zaradi Lafarge Cementa. Daj dobimo te nepožigosane strani izvajalcev meritev, te podatke in jih analizirajmo. Ne? In rekel, tukaj o tej integriteti ministra Bogoviča, ne, jaz mislim, da se bo tukaj še kopija lomila, pa ne glede na užaljenost ali ne. Mi nikogar nočemo nič užaliti, nikogar nočemo, rekel, neki brez vez neutemeljen pritisk vršiti. Hočemo samo zadevi priti do dna. Tukaj se pa iz različnih strani problem Lafarge Cementa zamegljuje. Tako strani državnih organov, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kot njegovih organov znotraj, ne, ARSO, inšpektorat in podobni, ne, tako strani Lafarge Cementa, tukaj pa zdaj neka zainteresirana javnost, ki pa poskuša samo na podlagi dejanskih podatkov zadevo problem rešiti. Ne? In se ne bori niti, rekel se, to bomo tako še nadaljevali, niti zato, da bi se Lafarge Cement zaprl ali pa proti njihovim delovnim mestom. Ne, vi kar delajte cement in naredite ga, ne vem, čim več delavci, če se le da, ampak s takšno tehnologijo, ki je za ta prostor znosna, ne? Ki jo ta prostor prenese, da ne bo potem spet, ne vem, par tisoč ljudi hodilo na ulico protestirati. Ne? Če pogledamo malce v prejšnji mandat, nekako so bili že sestanki skoraj da dogovorjeni, ampak vedno ste vi potem dejali, da želite se sestati sami, ker imate veliko za predstaviti. Torej, ali želite tokrat imeti sestanek vi sami, torej Ekokrog na eni strani, minister na drugi strani, ali lahko to v širši sestavi? Ja, se lahko tudi v širši sestavi, samo gledajte, mislim, kak je privilegiran Lafarge Cement, ne? On je prvi dan službovanja ministra. To je prav tisto, ko se Bogovič z Roko Žarničem dobi, se na hitro rokujeta, prezameta posle in se mu že mudi, ker se mora z Lafarge Cementom dobiti. Samo z Lafarge Cementom. Tu ni bilo zraven še drugih onesnaževalcev, lokalne skupnosti, zainteresirane javnosti, okoljskih organizacij. Ne, sami, na 4 oči se dobijo in se pomenijo. Mi bi radi samo to, nič več in nič manj. To, kar dobi Lafarge Cement, s tem, da mi nikdar nismo bili kompromitirani, niti da lažemo, niti nismo rabili, ne vem, kazni plača zaradi nespoštovanja zakonodaje in podobno. Jaz bolj kompromitiranega podjetja v Sloveniji, kot je Lafarge Cement, ne poznam. Leta in leta ni opravljal meritev v skladu z zakonodajo, bil za to kaznovan. Naredil je črne gradnje, se pravi infrastrukturo za sežig odpadkov je na črno postavil, marsikaj od te infrastrukture, ključne segmente, bil za to kaznovan, ne vem, onesnažuje zrak in ne da podatkov, sprovocira ljudi, da pridejo protestirati pred vladno palačo v Ljubljano, ampak to isto kompromitirano podjetje doseže, da se prvi dan sestane z ministrom, brez kogarkoli zraven. Samo to bi radi, lahko se pa seveda tudi potem sestanemo tudi v širšem krogu. Torej, najprej Ekokrog minister, potem pa lahko širša sestava, če sem prav razumel. V glavnem, zaenkrat do sestanka ni prišlo. Zdaj, a boste zdaj poskušali, če z ministrom se nekako ne boste dogovorili, poskušali priti do prvega ministra, torej Janeza Janša?
To nismo probali. Poglejte, nam je ključno to, kar že vse skozi govorimo, da napaka v celem tem postopku je v osnovi ta, da bi mogel biti sprejem okoljevarstvenega dovoljenja izključno problem stroke. Pomen ARSO za svojo stroko in v primeru Zasavja, kjer imamo prav specifične pogoje, lege te tovarne in pa znano preteklost, bi bilo treba vključiti seveda hidrometeorološko stroko, okoljsko stroko in predvsem zdravstveno stroko. Vse te stroke so bile z odločbo, ko sem jaz kot stranka v postopku zahteval vključitev teh strok, za odločbo zavrnjene in se je odločali brez njih. In v tem okoljevarstvenem dovoljenju stroka pravzaprav po teh izkušnjah, ki smo jih mi imeli, ni imela besede. Ampak ta ista stroka, ARSO, je dala dovoljenje Anhovemu, cementarni v Anhovem, ki pa lahko upravljajo za sosežig alternativna goriva, torej odpadke. Ja, lejte, sej... V čem je tu zdaj razlika? Zakaj je tu ja, tam ne? Poglejte, ali pa tam ja, ne, tu pa ja? Treba je gledati specifiko tovarne, ki je v Trbovljah in v Anhovem. V bistvu tovarna v Trbovljah ima dvakrat više izpuste nevarnih plinov od Anhovega, ob tem, da ima dvakrat manjšo proizvodno. To je en od ključnih elementov. Recimo omejitev za organske strupe je za cementarno v Trbovljah 200 enot, medtem ko je za Anhovo, ob tem, da ima dvakrat višjo proizvodno, 50. In lega Anhovega je dosti manj neugodna od te lege, ki jo ima cementarna v Trbovljah. Ker Lafarge cement je tako neposrečeno lociran v Trbovski tej dolini, da bolj neposrečene lokacije ni možno imeti. Treba se zavedati, da v tej isti dolini je več okoljevarstvenih IPPC teh zavezancev, ki emitirajo to isto dolino, strupe iz svojih dimnikov in ob tem, da je več kot 1/3 leta inverzija v tej Zasavski dolini, ob tem, da je katastrofa okoljska v preteklih letih že narejena in da vse zdravstvene študije kažejo prekomerno obolevnost in pa umrljivost ljudi, je treba to upoštevati in je treba tudi upoštevati vse študije, ki so analizirale stanje narave in ki so že leta 2000 ugotovile, da je narava prizadeta do take mere, da nima več samočistilnih sposobnosti in da je treba tovarno samo maksimalno sanirati, nikakor pa nekih novih onesnažil vnašati v to dolino in nobenih rizičnih tehnologij vnašati v to dolino. Tako da to gre pa ravno v nasprotju s tem. In to, kar sem najprej hotel na odgovor odgovoriti, mi imamo vse ta leta izkušnje, da je namesto, da bi tukaj odločala stroka, je bila stroka iz postopka z odločbami izvržena in o teh postopkih je odločala izključno politika in kapital. Kar pomeni o zdravju Zasavčanov, o naši prihodnosti, o prihodnosti naših otrok se ni odločalo na strokovnem nivoju, ampak se je lobiralo preko političnih in kapitalskih pritiskov. Ker mi smo doživljali sestanke s francosko ambasado, ker neko okoljevarstveno društvo imeti dvakrat sestank s francosko ambasadorko, mislim, zakaj? Zdaj bo francoska ambasada nam bo diktirala, pod katerimi pogoji se bo sežigali nevarne odpadke v naši dolini. Tukaj smo se sestajali s predsednikom vlade, za ne vem kolikimi politiki, vsi politiki so se kar vrstili v Lafargeu, in bo rekel, to je glavna tema politična in pa kapitalska, mediji so polni tega, ampak premalo je govora o tem, kaj ljudje doživljajo v okolici te tovarne, zakaj je tisoče ljudi prignalo na cesto, da so se uprli. In govorimo samo o tem, kako to, bom rekel, se v eni denarnici francoskega lastnika pozna. In v bistvu, nažalost, v preteklosti se je odločalo o prihodnosti Zasavja z lobiranjem. To pomeni, z lobiranjem se je odločalo o tem, koliko strupov bojo naši otroci podihali in kakšna prihodnost jih čaka. Ampak, če gremo še naprej, vi velikokrat poudarjate, da država, ministri, cementarna laže, zavaja, pretvarja tudi kakšne podatke, ko pride kakšna odločba okoljevarstvena, pozitivna, rečete, da je bilo zagotovo kaj vzadaj. V primeru, da bi bila pa odločba drugačna, bi pa ta isto državo rekli, da je pa poštena, da je dobra. Mislim, tu meni nekaj ne gre skupaj. Glejte, politiki lahko delujejo tako ali pa drugače, ali pa vlade,
Poglejte, mislim, zakonodaja se lahko sprejme s pomočjo lobiranja ali pa čisto po strokovni plati. Mislim, ne vem, se vam lahko, mislim, na tem svetu je žali Bog pač tako, ne? Lahko deluješ tako, kot deluje Zoran Thaler, vsi vemo, kako je deloval, lahko pa pač deluješ tudi drugače, ne? Si zadovoljen s svojo evroposlansko plačo, ne? In se ne pustiš podkupovati, ne? Rekel, mislim, ali pa se pustiš, pa pelješ zadeve drugače. Vse isto se pri nas te stvari dogajajo. Mislim, kako pa je možno na vse zadnje, da strokovna inštitucija ARSO izda odločbo za Lafarge cement, ne, mu ugodi sežig odpadkov, ne alternativnih goriv. Sežig odpadkov, alternativnega goriva niso nikjer omenjena razen v PR člankih Lafarge cementa in novinarji nekateri to uporabljate. Ampak tudi v primeru Anhovem. Ja, gre samo za sežig odpadkov, nič alternativnega goriva. Nikjer v odločbi. Ja, ampak se pravi, odločbo je treba brati, kaj je njim dovoljeno in kaj ni. Alternativnih goriv nikjer ni omenjenih. To je čist neki izmišljen termin, ki pač se ga zlorablja. Ampak hočem poudariti predvsem to. Inštitucije so izdale odločbe, ki to njim dovoljujejo. 2 leti je Lafarge cement sežigal te odpadke na podlagi te odločbe. In potem je sodišče moralo ugotoviti, da je to vse napačno. In zdaj se vprašamo, mislim, in potem izda ARSO odločbo, kjer pravi, ok, priznamo, prejšnja odločba mora pasti, postopek mora iti na novo. In nas se zdaj sprašuje v tem smislu. Ja, gledajte, zdaj ste pa zadovoljni, zdaj pa je, ko je Lafarge cement, na primer, zgubil odločbo, zdaj pa se vi naslanjate na to državo, da je v redu. Ja, seveda, vse sodišče v bistvu povedalo, ne, pa tudi, rekel, na vse zadnje, tudi sodišče bi lahko, vse tudi, v marsikateri državi verjetno je sodišče tudi sporno, ne, so sodišča zelo aparatsko vodena, ne, strani politike, ne, vse to poznamo, mislim, tudi pri nas se lahko kaj takega zgodi, ne, ampak dokler, se pravi, ne bomo mi analizirali konkretnih podatkov, kaj gre njim iz dimnika ven in koliko to onesnažuje okolje, je bomo lahko vedno prepričani, da je zadaj neka manipulacija. Ne? Glejte, mislim, prej ste gospoda Janša tudi imeli premijeja, ne? Ko je bil prejšnjič na oblasti, mi smo imeli kontakt z njim, z njegovim kabinetom, ne? In smo ga opozorili na zadevo. Ne? In on je takrat zadevo predal samo takratnemu okoljskemu ministru Podobniku, razreši. Ne? Ne? Podobnik je potem preko svojih služb vprašal, kaj pa je narobe, službe ARSO in podobne so mu rekli, vse nič tak, ne? Vse rešujemo, vse imamo delovno skupino in je potem Podobnik nazad govoril svojemu šefu premijeju. Ja, mislim, ampak skratka so se pol dogovorili, da v bistvu nič ni takega narobe. Ne? Jaz upam, vse če bo pač treba, se bomo spet pogovarjali tudi z gospodom Janšo, jaz upam, da v bistvu rekel tak, na en način te napake ali pa tega neresnega obravnavanja primera ne bo v tem smislu ponovil, no, da se bo zadeva res razčista, da bomo prišli ne do konca, da ne bo potem spet on tisti premijer, katerega bo doletela pač ulica. Ne, za mene to tudi ni prava rešitev ulica, ampak če drugače ne gre, če so ljudi stisnjeni v kot, če jih noben ne upošteva, ne, pa bomo čakali spet 2 leti, da bo sodišče nekaj reklo, vmes pa se bo sežigalo, to za nas ni rešitev. Za oba. Pa ni v Sloveniji tudi to, saj zame, velik problem, da v nobeni stvari se pravočasno ne odloči pravim, ne? Da se lahko potem nasprotna stranka ni zadovoljna pritoži, pri nas pa traja to vse v nedogled. Ne? Pri vseh starih, ne govorim zdaj sam za to. Ja, ker ne vem, ali je zakonodaja... Da ljudje, ki so plačani za to, ne upajo se odločiti, ali ne znajo, nočejo... Ja, mi smo dobili zdaj, ne, ravno kolegica nam je rekla, da so imeli neko delavnico, naprimer na okoljskem ministrstvu, ne, in da je tam neka zadrega, sploh ne vejo, kako se naj odločijo, ali če se bo odločil vprit Lafargea, bojo strani ekokroga spet, ne vem, na udaru, ne, če bo se za nas odločil, mislim, če se bo odločil v prid za Savju, bo strani Lafarge cementa na udaru, pa ne vem, odvetniške družbe, ne vem, verjetno Senice ali pa ne koga, ne, bo pač kazenske ovadbe pade z njihove strani, drugače pa z naše, v tem smislu. Jaz verjamem, da so v nekem med tnalom in nakovalom, mislim, med kladivom in nakovalom, ne. Ampak odločiti se je treba, strokovno. Tako ali drugače, potem pa strokovno, čim bolj strokovno. To je, v bistvu, to je žalost vsega tega postopka. Celotni Sloveniji, na vseh področjih. Leta in leta se vleče. Poglejte, vse bistvo vsega je to, da ko so Lafargeu izdali prvo odločbo za sežig odpadkov, se je Ekokrog oziroma jaz kot stranka v postopku pritožil s temi istimi argumenti, ki so 5 let pozneje na sodišču bili, bom rekel, spoznani kot pravi argumenti. Ne? Mi smo prvič, v prvi naši pritožbi smo zapisali, poglejte, Lafarge cement
ni stara obstoječa naprava v smislu sežiga odpadkov, kjer na mejni datum september 2004 ni izvajal sežiga odpadkov, zato ni imel nobenih kapacitet za skladiščenje odpadkov, niti za doziranje odpadkov, niti ni imel meritev, šele 2005 so bili kaznovani, zato ker vsa leta nazaj, 5 let niso izvajali meritev. Niso imeli ekspertnega sistema za avtomatsko zaustavitev doziranja odpadkov, ki, bom rekel, je potrebno za varen sežig odpadkov. Nič niso imeli za sežig odpadkov, ampak država, Arso jih dal v vrsto in v postopek, kot da gre za staro obstoječo tovarno, ki je na ta datum izvajal sežig odpadkov, imel vsa potrebna dovoljenja za sežig odpadkov, varen sežig odpadkov in v bistvu vse kapacitete za sežig odpadkov. Nič od tega ni obstajalo. Ampak zdaj pa tudi oni čakajo na odločitev. Vsi nekako čakamo na odločitev, ampak odločitve spet ni, ne? Spet gre nekam v zrak. Glejte, mislim, danes poslušati to, da Lafarge trdi, da že 7 let se bori za okoljevarstveno dovoljenje in še vedno ga nima. Ni problem v tem, da ga še vedno nima. Zopet ga nima. Lafarge cement ga je 3-krat imel, vmes je 2 leti nezakonito, bom rekel, z lažmi, z manipulacijami dosegel, da je imel dovoljenje 2 leti in v bistvu zastruplo Zasavje za sežigom odpadkov. In v prvi dan, bom rekel, so dobili, mislim, prvi dan, ko smo napisali vse točke, s katerimi smo oporekali tem dovoljenju, so bile te točke iste, kot so danes. V bistvu Lafarge ni imel teh postrojen in ni mogel biti stara obstoječa naprava. Postopek je bil napačen. Govorimo pa o peči, ne? Ja, ampak samo toliko glede časa... Peč ni problem, peč je ista. Ja. Peč je ista, so ostala zraven dodatke, ampak to, ko ste glede časa, ko toliko časa dolgo traja, seveda, če je pa Lafarge cement dopolnjeval svojo vlogo in organi so mu to dovolili. Če bi vi dopolnjevali svojo vlogo, da bi vi dali subvencijo za traktor... No, pa to so tudi termoelektrarni Trbovlje, vsaj 20-krat stvari... Ja, vem, ampak odvisno, če ti 20-krat v enem mesecu daš, ne, to vredo, ampak oni so vsako leto nekaj dodatek, za doben dodatek ni Uroš zaprosil. To je lahko tudi strani državnih organov, Arsa v tem primeru, način prijaznega zavlačevanja, ne? Da nekomu omogočijo, da kar naprej... Ja vem, samo zakaj se Lafarge cement potem na nas, lete, tako dolgo to že traja, pa to je očete vse. Pa gremo naprej. Vemo, v kakšnem stanju je dan danes cementarna Trboveljska, da se govori o odpuščanju. Glede na to, da cementarna v Anhovem obratuje normalno, kljub krizi svetovni, se vi v ekokrogu čutite kakorkoli odgovorno za to, da bo nekaj ljudi, recimo 70 ljudi, toliko pravijo, izgubilo službo v Trboveljski cementarni? Glede, niti malo, ne. Glede, tako kot se ne čutim odgovorni, da jih je več kot 200 pa že izgubilo, odkar je Lafarge cement tukaj, ne. No, pa se to tudi v vseh preostalih firmah, če gremo IGM, če gremo strojna tovarna, termoelektrarna. Kdo je bil kriv, da so šli v ostalih podjetjih? Kdo je kriv, da je šlo lani, ne vem, da je šel SGP v stečaj ali pa ne vem. Pač to so razmere na trgu, ki te zadeve diktirajo. Ni ekokrog nič kriv. Ekokrog samo zahteva, mislim, da se spoštuje zakonodaja, pa da se tukaj proizvaja cement po takšni pogoji, ki so za to okolje vzdržni. In zdaj, če so oni že, ko niso sežigali odpadkov, so jih odpuščali. Odpuščali so, ko so sežigali odpadke, so odpuščali. Ko so imeli največje dobičke, so odpuščali. Zdaj, ko nima dobička, odpuščajo. Skratka, oni so skozi v permanentnem odpuščanju. Ampak, ker ne znajo kriviti svojih, neumnih, svojih poslovnih potez, ker niso kreativni na področju zaposlovanja, oziroma neke razširjene produkcije v tem smislu, da bi kakšne nove artikle delali, ne pa sežigali nevarnih odpadkov, ne? Ker so toliko nesposobni po tem segmentu, ne, menedžerskem, ne, je najlažje potem dati nekega dežurnega krivca, neko črno ovco najdeš v, ne, ja, to pa je zdaj ekokrog. Ekokrog je kriv, da mi zdaj moramo pa odpustiti, ne vem, 40-50 delavcev. Rekel, mislim, verjetno je kaj drugega bolj krivo, ne, pa to Uroš še mogoče bolj ve. Zdaj ste odgovorili, ampak vseeno bi se dotaknil še občinskega sveta, kjer so prav tako nekako sklenili skoraj da samo z enim glasom proti, da mora država na nek način omogočiti cementarno obratovanje pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge. Vi ste takrat tudi za našo televizijo dali izjavo, da vsi tisti svetniki, ki so glasovali za tak sklep, ne, da razmišljate o tožbi. Ja, o njihovi odgovornosti. Ja, kaj ste s tem točno mislili? Ja, to sem tudi točno povedal. Ne? Glejte, sprejeti tako odločilen sklep
na občinski seji in se zavedati, da je občina stranka v postopku in dovoliti, da te pripravijo do tega, da odločaš o neki zadevi pomanjkljivo informiran, enostransko pomanjkljivo informiran in narediti sejo občinskega sveta, kjer se odloča izključno in govori izključno o vplivih delovanja Lafargea na socialo in na gospodarstvo, prepovedati pa govoriti o okolju, o vplivih na zdravje ljudi in te strokovnjake, ki bi povedali, kak je stanje na okolju, kak je stanje na zdravstvu, izključiti. To pomeni enostransko informirati svetnike in na osnovi enostranskega informiranja odločati. Vi ste bili tam in ste informirali. Ja, seveda smo bili. Z področja enostransko ali pa ne? Najprej je bilo obljubljeno na prejšnji seji, je bilo ravno ta točka odvzeta z dnevnega reda z enim samim namenom, da se svetnikom zagotovi celovito informiranje o problemu in sicer z vseh vidikov, tako okolja, zdravstva, sociale, gospodarstva, in da bo to javna seja, da bo odprta, da bo v delovskem domu v Trbovljah, da bojo povabili vse strokovnjake, omenjali so Lučko Kajfež, Bogataj, profesor Pluta, Komata, zdravstveno stroko. No, potem so vse te obljube požrli, nič niso od tega naredili, seja je bila zopet na občini Trbovlje. No, ampak sklicatelj je župan, ne? Sklicatelj je jasno župan in je tudi jasno zapisal, seja ni okoljska, o zdravstvu se sploh ni nič govorili, oziroma ni bila tema zdravstvo in problemi na zdravstvo ob sežigu odpadkov. Problem je bil samo sociala in gospodarstvo. In na osnovi teh pomanjkljivih, pa enostransko predstavljenih problemov so se pač svetniki odločili. So se mogli svetniki odločiti. In zakaj bi zdaj vi, po vašem, zakaj je bilo potrebno zdaj tožiti? Glede, sej ne gre za tožbo. Aj to je besedna igra? Ne, se to ne gre za tožbo. Gre za to, ni to pritisk na samostojnost nekega svetnika? Ne, prosim, gledajte, oni so odločili, kako so odločili. Ampak treba se je zavedati, da je svetnik za svojo odločitvijo se mora zavedati, da je občina stranka v postopku. In če dovoli, da se ga enostransko informira samo o enih zadevih, od drugih se mu pa prepove pridobiti informacijo, potem se pa na osnovi tega mora sprejeti neko odločitev, je to, bom rekel, če si ti enostransko informiran samo iz strani neke gospodarske družbe, ki je istočasno tudi stranka, občina tudi stranka v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja te gospodarske družbe Lafarge Cement, ne? Pa res mislite, da so svetniki, ki so zastopani v občinskem svetu, v teh zadnjih 7 ali pa 8 letih ali pa še več res, da niso informirani o postopku? Oni so eno sejo predtem sami priznali, so rekli, vržemo iz dnevnega reda zato, ker nismo celovito informirani. Hočemo informacije iz gospodarstva, sociale, zdravstva, okolja. Hočemo celotno informacijo, šele potem se lahko odločimo. Zaradi tega je zadeva padla na prejšnji seji. Pa pridemo na novo sejo, pa rečejo ne, samo to pa to bomo poslušali. In to je, nas ne moti, lahko se vsak odloči, kakor hoče. In kaj bo zdaj s tem naprej? Gledajte, občina je sprejela sklepe. Jaz mislim, da je občina enostavno sprejela tak sklep, da pač ne zdaj država odloči, ne? Oziroma pristojni organi. Sej sam občinski svet na nek način ni ničemer odločil. Ali cementarna lahko deluje ali ne. Sklepi so pravzaprav smešni. Sklepi, v bistvu en od sklepov je, da podpirajo delovanje cementarne in ohranjanje delovnih mest. To podpiše tudi Eko Krog. Samo pod katerimi pogoji? Ja, samo, mislim, ni zapisan pod katerimi pogoji. Te so zapisali pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge, ne? Ja, lete, zdaj pa lahko mi primerjamo. Tu se po mojem cilja na Anhovo. Lahko primerjamo z Anhovim, lahko primerjamo z drugimi cementarnami v Evropi, ampak treba je imati specifike tega terena in verzije okolja, sobivanja večjih tovarn, preteklosti Zasavja in tukaj zdaj, bom rekel, zakon je kot nek čigumi, ne? Lete, jasno je, da recimo za sežig odpadkov zakonodaja jasno piše, da je mejna vrednost 10 enot organskih strupov. Pri 10 enotah se more takoj ustaviti sežig odpadkov. No, ampak za prejšnjem okoljevarstvenem dovoljenju so Lafarge dovolili 220 sežigalnic naenkrat. In tako, treba je upoštevati zakon. Se tudi prej so upoštevali zakon, ampak so naredili izjemo za Lafarge. Ne, pa se to ste v bistvu dobro izpostavili, da v bistvu oni so rekli, napisali so
pod enakimi pogoji naj Lafarge cement dela, kot delajo druge cementarne. No, se pravi, svet je, menim, da so tako mislili. Točno tako so tudi mislili. To pomeni, mi imamo še eno cementarno samo v Sloveniji, tako kot Anhovo. Ne? Anhovo sežiga odpadke. Se pravi, oni so s tem povedali, mi podpiramo, da se tudi v Lafarge cementu sežiga odpadke. Pod enakim pogoji ne dela, kot dela Anhovo. Ampak pravi, po zadnjih podatkih v Anhovi je celo 60%, ne? Ja, torej, kaj hočem povedati? Občinski svet se je, brez da bi bil celovito informiran, kaj to pomeni v Zasavju, je v bistvu posredno podprl sežiganje odpadkov. Ker če reče dikcijo, naj Lafarge cement dela enako kot ostale cementarne v Sloveniji, ostale cementarne so samo še v Anhovem, ki sežiga odpadkov, se pravi s tem, to je 60%. In lahko izpeljemo, ali jih je 60 ali jih je 80, mislim, to je tako bom rekel, pol neumnost govoriti o sosežigu, ne? Ker če bom rekel odpadkov več, kot pa je osnovnega goriva, potem lahko rečemo, da oni sežigajo odpadke, pa malo sosežig, je pa še malo zraven premoga ali pa petrol koks ali pa karkoli pač uporabljajo. Ne? Ampak predvsem to se mi zdi važno. Oni so posredno v bistvu povedali, niso eksplicitno napisali, podpiramo sežig odpadkov v Zasavju, ampak so napisali, podpiramo enako tehnologijo kot v Anhovem v bistvu, ne? Ampak to pomeni, da podpiramo sežig odpadkov v Lafarge cementu. Ampak taki sklep ste sprejeli na podlagi tega, da niste bili poučeni, kaj to pomeni z vidika zdravstva v Zasavju in kaj to pomeni z vidika onesnaževanja okolja kot okolje v širšem smislu. Pa tega ne vedo v Avstriji, v Franciji, v Nemčiji, kjer imajo prav tako cementarne, kjer opravljajo sosežig ali pa sežig, pa imajo tudi sežigalnice. Zakaj tam lahko, naprimer, blizu Dunaja, tu pa ne? Mislim, v čem je težava? Res, to mislim zelo enostavno razumeti. Samo treba pogledati, koliko stane sežigalnica na Dunaju. Za vso svojo, bom rekel, nadstandardnimi postrojenji, ki jih ima postavljenimi. Tukaj govorimo o stotinah in stotinah milijonov evrov. Ne? V enem intervjuju je ta direktor te sežigalnice na Dunaju celo povedal, da v bistvu niti ne ve točno, koliko to vse skupaj stane. Ne? Ker to vsako leto skoraj dopolnjujejo pa za novo tehnologijo in to sodi kot neki referenčni objekt. Očitno se jim splača, očitno je država zainteresirana, da odpadki nekam gredo. Da ne gredo v zemljo, ne? Ja, to tako, seveda ne, mislim, ampak tu so prioritete druge, ne? Prvo je, da ti vse narediš na tem, da do odpadka sploh ne pride, no, se pravi, da vodo daš v steklenico, ne pa v plastenko. Pa ni tako? Ja, ampak to je država, to na Finskem je to drugače, kot pa, mislim, to se država odloča, kako, ne? Ampak država bo imela čisto vest takrat, glede odpadkov, ko bo vedela, da je vse naredila pri zmanjševanju na izvoru, ne? Potem, da je, tudi ko do odpadka pride, da je vse naredila za to, da je ta odpadek ali reciklirala, ponovno uporabila in podobno. Da ko je vse te možnosti intelektualne in tehnološke izčrpala, ne? Potem se pa lahko dalje pogovarjamo, kaj pa zdaj narediti za tem odpadkom, ko pa nič ne moramo, niti ga ne moramo ponovno uporabiti, niti ne moramo preprečiti, da ne bi nastal, ker to napravo moramo izdelovati, pa ne gre z drugih materialov. Skratka, potem se šele lahko odločamo in kaj s tem odpadkom. Ampak ni čudno, da nekatera mesta dosežejo 80 pa več odstotkov, bom rekel, reciklaže in ponovne uporabe nekih surovin. Zdaj bojo tudi na Uničnem poteka en projekt, da bodo plastiko nekako sortirali in kaj bojo s plastiko potem, ne? Zakopavali je ne bodo, ampak ta plastika bo nekam šla, verjetno jo bo nekdo odkupil v predelavo. Prej ste nogomet omenil. Slovenska reprezentanca se hvalila s tem, kako ima iz plastenk drese na svetovnem prvenstvu. Naprimer. Ali pa Patagonija dela termoflise iz plastenk. Nekaj ga bo šlo tudi v sosežig. Pa ni to nekako dvolično. Na eni strani podpiramo, da nekje pri sosedih sosežig upravljajo, doma pa ne. Jaz tega ne podpiram. Ekokrog tega nikdaj. Tudi na spletni strani je to zelo očitno. Ampak nismo vas pa slišali nikoli, da bi bili proti tistemu, kar se dogaja v Anhovem. Gledajte, mi ne moramo, mi jedva rešujemo. Mi rešujemo, mi še v Zasavju je več ekoloških problemov, mi se strinjamo, to ima tudi Lafarge cement prav, jih je več, ampak Lafarge cement je najhujši za nas in mi rešujemo tukaj problem, ker smo volonterji, mi imamo čisto druge službe, vsak svoje, in mi v prostem času volontersko rešujemo najhujši problem, rekel, ne samo Zasavja, ampak verjetno celo slovenski, po našem prepričanju, po naših podatkih in ta problem probamo rešiti. Se pravi, se obnašamo kot zdravnik, ki prvo rešuje hudo poškodbo glave in na koncu bo šele reševal zlom mezinca na nogi. V tem smislu. In ne moramo tudi žali Bog, če se oni v Anhovem ne bojo pobrigali, da bo njihovo okolje pač primerno zdravo ali pa dovolj čisto.
potem mi za njih pa res ne moramo. Omejeni smo časovno, energijsko, kakorkoli. Če lahko samo dodam, Ekokrog je v preteklem tednu, 14 dneh nazaj, skupaj z ostalimi okoljevarstvenimi organizacijami v Sloveniji podpisal izjavo proti sežiganju odpadkov. In to vključuje seveda tudi sežiganje odpadkov v Anhovem in proti tem, da se gradijo nove sežigalnice v Sloveniji. Ker treba, mislim, tukaj poslušati neke PR izjave iz Lafargea, da vse, bom rekel, razvite družbe, bolj kot so razvite, bolj sežigajo odpadke. Prosim vas, mislim, odkje take neumnosti? Glejte, normalno razvite družbe se zavedajo tega, da so viri zelo omejeni. In če bomo mi vsako plastenko posebej, ko smo jo naredili za liter vode, sežgali in delali novo, je to katastrofa. To ni trajnostni razvoj, ne? To ni noben trajnostni razvoj. Virov nam bo zmanjkalo. Dejstvo je, da žal, se tako obnašamo, žal je tudi, da se niti centimetra skoraj da brez avtomobila ne pripeljemo, da gremo z avtomobilom, da ne gremo peš, da je avtomobilov vse več. Dejstvo je, da tudi zdaj, ko je ta kriza, ljudje marsikaj okurijo, kaj prej niso okurili. Torej, tudi ta zavest posameznika je včasih dosti nizka. Jaz bi šel pa še na eno drugo temo, ker smo že kar te razvade se morajo nehati, ne? To se more nehati. Ja, jaz upam, tudi razno škropljenje sadnega drevja z navadnimi preparati. Pa doma se to vidimo, če to delajo velika podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo sadja, ne vidimo pa tisto, kar sami delamo. Bi mogoče še to... Ko preberemo včasih kakšne grafite, tudi z nacističnimi znaki, to mnogi povezujejo z Ekokrogom. Pa me zanima, je pri tem kdaj sodeloval Ekokrog, torej pri teh grafitih? Lafarge ubiva, pa potem nacistični znaki in tako podobno. Vse največkrat je šlo prav za Lafarge. Uroš, Boštjan? Ja, kot Ekokrog. Glede, Ekokrog nikoli ni sodeloval v nobenih, bom rekel, pisanju teh grafitov in podobno. Tudi vi niste nikoli pisali? Absolutno ne. Drugo, kar je, mi smo celo skupaj z trboveljskim županom, ko smo prvič se sestali na sestanku z njimi, bom rekel, neko izjavo skupno sprejeli, da se pač preneha s tem grafitiranjem in da probamo na drugačen način komunikacijo speljati in to je bilo tudi medijsko objavljeno. Na kar bom pa rekel, po vsem tem, kar se pozneje dogajalo, kar v bistvu se obljublja, pa se potem dobi od teh, bom rekel, od tovarne Lafarge, od same občine Trbovlje, bom rekel, te dogovori, ki nekako bi mogli stekli zdaj, recimo že nekaj mesecev čakamo na sestanek z županom občine Trbovlje, pa ni odgovora. Tako da v zvezi s tem pa jaz verjamem, da je veliko ljudi takih, ki ne bojo počeli tega, kar počnemo aktivisti Ekokroga. Pomeni, da smo svoje osebno življenje prilagodili temu, kar počnemo v Ekokrogu, v svoj prosti čas že leta in leta. Ne pišete pa grafito, ne? Absolutno, mi se pod zadeve, ki jih speljemo, tudi podpišemo. In mi smo te zadeve tudi take, recimo tudi Boštjan recimo je bil nekajkrat, bom rekel... No, sej mimo glede, Boštjan, vi ste bili tudi na nek način tako, ne na sodišču, ne obtoženi, da so vas videli, da je bil posnetek pač preslab, takrat, ko se okoli Delavskega doma, ko so se pisali grafiti, da ste bili vi avtor tistih grafitov, torej tudi pisoči. Jaz sem tudi takrat potem, bom rekel, zadevo pojasnil, tudi kriminalistom, ker je bila pač kazenska vadba, pa pač kako je to uspeljal takratni župan Bogdan Barovič in se zadeve pojasnil. Mislim, seveda jaz sem takrat v Trbovljah seveda bil. Jaz sem povedal, mislim, da ne vem, kamere so me lahko posnele, ne vem, ampak kot pešca v Trbovljah. Nikakor pa, kako je pa, mislim, če bi kaj takega obstajalo, bi tak ali tak verjetno tudi postopek potem dlje stekel in podobno. Mislim, tako da, tu so bili samo pogovori upravljeni, jaz sem pač zadeve pojasnil, kje sem bil, kdaj sem bil, kaj sem počel in se zadeva pol končala in tako. Vi ste že dolga leta gozdar, Uroš, tudi vi se ukvarjate recimo s tem, da ste veliko v naravi. Pa me zanima, pošten odgovor. Ali opažate, da je stanje, kar se tiče ekologije, v Zasavju v zadnjih recimo 15 letih boljše, kot je bilo? Je to to, kar bi lahko rekel človek, ja, Zasavje gre naprej, ali capljamo na mesto, ali je slabše? Zdaj, najprej, kar se tiče grafitov, da še dodam. Lete, jaz sem enkrat dal izjavo,
da prosim lokalno javnost, da naj napiše grafito in nikoli več ne bom rekel. Mene noben grafit več ne moti. To, da se ljudje uprejo na nek način, pa če je to grafit, ta grafit za mene ni nobeno več. Ne onesnaženje, nič me ne moti, ne, srce mi zaigra. Sicer neko gledam, koliko ste križe in takne zadeve, ampak ko pa vidim, da ljudje se upirajo na različne načine, pač Ekokrog se strokovno upira, jaz sem pač stranka v postopku, nekje bo na nek drug način, ampak to, da je grafit ne stane, to je odziv tega, da me ljudje tega čez glavo. To je Okay. In tak grafit, dokler bojo nastajali, pomeni, da je v tej družbi nekaj močno narobe. Še nekaj zdravega duha. Ja, tako, da še nekdo razmišlja nekaj in da se upa upirati. Pa če se z grafitom, pa ne se z grafitom. Mene ta grafit niti najmanj ne boli. Bolj me boli tisto, kaj je mogo človek pretrpeti, da ga je prisil do tega, da je šel grafit napisati. Gremo v stanje v naravi. Kar se tiče narave, lete, v preteklosti je bilo bistvo žveplo in žveplo je naredilo veliko škodo na sadnem drevju in na gozdu. To verjetno tudi na gozdu. Te odžvepljevalne naprave, ne bo v Fažu, ne bo v termoelektrarni, so stvari izboljšale v smislu, da problemov z žveplom več ni in so solidno sanirali probleme z žveplom. Ampak z vnosom sežiga več kot 100 ton nevarnih odpadkov na dan. No tega zdaj ni, ne? Tega zdaj ni, ampak ko pa je bilo, pa tudi tendenca, mislim, želja je, konstantna zahteva, da bi se to... To je tudi v Anhovem, ne? Lete, lahko je v Anhovem. Tudi tam živijo. Tudi tam živijo, ampak to, kar hočem povedati do konca, to, da bomo 100 ton odpadkov dnevno sežigali, se ne bo več poznalo, ne na sadnem drevju, ne na Poljčanah, ne na drevju, ampak tako vizualno. Ne bo več sežganih listov, cvrtih listov, zvitih dreves, to gre v potalnico, gre v hrano, mi bomo pravzaprav tiste težke kovine in najbolj nevarne strupe, ki bojo prišli eventualno ob sežigu odpadkov skozi dimnik, bom rekel, veselo pojedli. No in to se ne pozna več na drevesu, na barvi drevesa, tako kot bom rekel v naravi na ta način, ampak se bo poznal na živih bitih. In v bistvu tukaj to predstavlja dosti večjo nevarnost. Predvsem je pa bistveno to, da se v naslednjih letih predvideva, da bo samooskrba s hrano še kako važna, da bo transport hrane iz enega konca sveta na drugega, te pravljici, te neumnosti, bo počas konc, ker transportirati hrano z enega konca sveta na drugega ni niti najmanj ekološko. Jo prodajati kot svežo, pa je stara... Lete, to je zgrešeno, popolnoma zgrešeno in ta globalni odprt... Tega bi pa še to dodatno pojasnilo. Jaz se tudi sam ukvarjam malce z vrtnarstvom, pridelam nekaj vrtnin, pridelam tudi nekaj sadja. Je moje sadje, ki zraste, moja zelenjava v Kisovcu, zaradi vseh let onesnaževanja, tudi zaradi stanja takšno, kot je sedaj, bolj zdravo, seveda dodatno ne škrpim, kot sadje, ki ga dobim na policah trgovin. Lete, to bi mogoče zelo podrobne analize pokazale. Dejstvo pa je, če bomo zastrupili svojo lastno zemljo, iz katere bomo v naslednjih letih mogli jesti hrano, ker hrana ne bo več prihajala kilometre in stotine kilometrov dalj, da bomo to hrano tukaj pojedli. V primeru, da te tovarne saniramo in prenehamo razmišljati o sežigu 100 ton nevarnih odpadkov na dan, da jih saniramo, potem bi se stanjem v naslednjih letih moralo izboljšati. Treba je pa vedeti, da razpolovna doba težkih kovin in teh najbolj nevarnih strupov, ki ob sežigu odpadkov, teh nevarnih odpadkov pridejo skozi dimnike, je na desetine let. In tisto, kar smo mi v preteklosti že dobili, je naša zemlja pač dobila. In leta, mogoče 100 let in več bo treba, da se bo ščistila, ker so analize v preteklosti pokazale probleme s težkimi kovinami v naši zemlji. Zdaj, če bomo pa to še dodatno onesnaževali, bomo v bistvu špukali v lastno skledo in bomo tisto, kar bi mogli v naslednjih letih iz radija, 20-30 km jesti, sami sebi zastrupili. Bliže kot smo dimnikom, slabše je. Bliže kot smo Lafarge cementu v primeru, da se žiga. Vi ste blizu. Kaj so meso vaših ovc? Glejte, meso mojih živali je pač, jaz gledam na to, da se ukvarjam z ovčjo rejo. Brez dodatnih... Brez, da čim več, bom rekel, čim več mesecev skrbim za to, da so živali, bom rekel, v okolju,
da čim bolj naravno hrano jejo, da čim manj, bom rekel, ne uporabljamo nobenih škropiv, nobenih umetnih zadev in te živali so praktično 3 mesece živijo in po 3 mesecih grejo v prodajo. In v 3 mesecih, moje mišljenje je, da je praktično minimalna možnost, da se bom rekel, da se ne jejo nekih zelo nevarnih snovi, ne. Dlje, kot bi živeli na tej bom rekel, površini, slabše je. Dejstvo pa je, da ljudje, ki tukaj živimo, ne vem, 30, 40, 50, 60, 70 let, več let, bomo pa, ko bomo leta in leta tukaj živeli, dihali, jedli hrano z tega, dobili svojo dozo, kar se je pa v preteklosti že dogajalo in je tudi zdravstveno, bom rekel, dokazano z analizami, kakšna je zdravstvena slika prebivalcev Zasavja. Pa bi mogoče samo dodatno vprašanje še, glede na to, da je Zasavje, pa tudi Slovenija je zelo pogozdena. So drevesa tisto, kar lahko rečemo sreča, da jih imamo, da prečistijo ta naš zrak? Seveda. Mislim, gledajte, tudi v Zasavju, ki je več kot 2/3 poraščeno z gozdom, ne, je ta, bom rekel, ta baldahin krošen, ta naravni filter, ki je tukaj prisoten, blagodejen, ne. Definitivno, dosti hujše bi še bilo, če gozda ne bi bilo. Tako je treba na to stvar gledati, kako bi šele takrat bilo. Ampak gledajte, mi se ne moramo pogovarjati, kako se vam zdi, zdaj kaj boljše ali ni. Mislim, samo poglejmo meritve. Lafarge cement, ko je prišel leta 2002 sem in je leta 2003 začel uporabljati na mesto premoga petrol koks, so se izpusti rakotvornega benzena, ki je iz prve nevarnostne skupine rakotvornih snovi, so se izpusti povečali za okrog 3-krat. Kaj boljše, petrol koks ali plastika, gume? Jo, gledajte, mislim, boljše je plin, ne? Ali pa premog. No, ampak... Jo, gledajte, ne moramo zdaj boljše, da me ubijete z nožem ali z metkom. Gledajte, ne me ubiti. O tem se pogovarjamo. Ne me ubiti. Torej, če jaz prav razumem, vi tudi niste za to, da Lafarge cement uporablja kot osnovno gorivo petrol koks? To mi že skozi poudarjamo. Gledajte, ne moramo biti za to, če so se pa za 3-krat, to ne za 3%, to je za 300, oziroma na 300, tako rekel, na 356% so se izpusti rakotvornega benzena za božjo voljo povečali. In mi bi pa morali biti tiho. Poleg tega, v Lafargeovi cementarni v Recnaju v Avstriji je dokazano, to je dal Lafarge cement sam v spis, v upravni spis, tabelo, kjer se pokaže, da so takoj z uporabo gum, oziroma, rekel, se pravi, sežigom odpadkov v tej Lafargeovi cementarni v Avstriji so se izpusti težkih kovin v povprečju povečali za več kot 50%. Vsota rakotvornih, vsota težkih kovin se je povečala celo za več kot 100%. Ampak so še vedno pod mejo dovoljenega. Jo, gledajte, mislim, pogovarjamo se o tem, ali bomo dovolili večje onesnaževanje ali ne. Ljudje danes tukaj že prekomerno obolevajo za rakom. In zdaj se mi pogovarjamo, ali bomo dovolili, da se bo še bolj onesnaževalo, ne, vse bomo poskrbeli, da bo vse skupaj pod neko mejno vrednostjo, ne, z meritvami, ki bojo par ur v celem letu, ne, ker tako se težke kovine namreč merijo, to ni trajni monitoring, ne. V par urah bomo zmerili, da bo to pod mejno vrednostjo, ampak dokazano je, da bomo onesnaževali s težkimi kovinami več. In zdaj, če mi rečemo, gledajte, obolevnost, kater doktor bo to podpisal, ne, zato so tu doktorji odstranili iz postopka, kater doktor bo podpisal, da že pri tej obolevnosti, kot je zdaj za Boga milega, ne, kjer je krajina čisto zaprta, čisto drugače kot v Recnaju, ne, to, ko vidite, ko se proti Gradcu peljete z Maribora, se vidi čisto odprta krajina, prepihi in to, čeprav so tistim ljudem tam tega ne privoščim. Ampak tukaj pa še toliko težje, da v tej krajini spustimo še toliko več težkih kovin, ki se jih ne voha, ki vprašanje, ali ima sploh kakšen vpliv na drevesa ali ne. To, da so žveplo toliko zmanjšali v termoelektrarni in v Lafarge cementu, definitivno ima ugoden vpliv na drevesa. In nam gozdarjem se to zdi v redu. Ne? In bom rekel, verjetno se to pozna na drevesih, to bo znali, ne bom rekel, dolgoročne ali pa dolgotrajne analize bo to pokazale, ampak definitivno je verjetno to neki ugoden vpliv mora biti, ne? Ampak mene bolj skrbi za zdravje življenja v tem okolju, to, kaj se dogaja z organskimi spojinami, izpusti organskih spojin, ki so rakotvorne, ne? In hvala Bogu se jih da vohati, ne? Ker to potem ljudi še najbolj ziritira, ne? In težke kovine, kjer so še žig pomeni avtomatsko, da se bo povečale. Na tej točki bi se vama zahvalil, nekako smo bili dogovoreni za 30 minut, malce več smo naredili, tema je bila zanimiva, jaz verjamem, da se bomo še kdaj srečali v tem studiu, priložnost bo še zagotovo, zato pa hvala za vajen obisk. Ja, hvala za vabilo. Vam pa hvala za pozornost in srečno.